Pozdravljeni, moje ime je Tomaž Gorec, sem podjetnik že več kot 30 let, zadnjih 15 let se ukvarjam predvsem z internetom, sem tudi avtor tele knjige, katero sem prodal v več kot 700 izvodov in dobil tudi zelo veliko pohval, sicer ne prodajam vam tele knjige, ker imam zelo veliko izkušenj, bom rekel, z internetom, vidim zelo veliko priložnosti na internetu, katere ne morem sam speljati, sem se pa odločil, da bom pač neke priložnosti predstavil v teh videoposnetkih, bom naredil eno tako serijo videoposnetkov, in bom te priložnosti predstavil, upam, da bojo komu prišle prav, pa jih bo mogoče izkoristil in upam, da tudi fino s tem zaslužil. Ali pa mogoče tudi, če te moje priložnosti ne bo čisto 100% upošteval, mogoče bo z vsake ideje dobil nekdo 20, nekdo 30, nekdo 50, nekdo 60%, malo nekaj svojega dodal, pa bo mogoče neka zanimiva ideja ratala, ki bo uspela, ki bo prinesla neki denar in tako naprej. Glejte, drugače pa nekaj teh mojih priložnosti, ki jih bom posnel, pa vam povedal, nekaj jih bo temeljilo čist strogo na praksi, nekatere bojo pa pač tudi temeljile na praksi, ampak bo zraven tudi malo teorije, ampak še zmeraj vse bo temeljilo na praksi. Zdaj naj povem, da s tem posli na internetu, ko se jaz ukvarjam, so to, bom rekel, v narekovajih resni posli. Niso to neki mrežni marketingi, neke denarne piramide, vloži 1000 evrov, pa boš vsak teden zaslužil 5%, pa take neumnosti, glejte, s takimi stvarmi se jaz nikoli nisem ukvarjal, v to ne verjamem. Jaz pač delam samo resne zadeve, jaz vse te stvari, ki jih bom predstavil, vam ne bom mogel reči, da ne bo treba nič delati, pa da boste dobro zaslužili, boste mogli ful delati, pa na zaslužek boste mogli malo počakati, če pa vam bo ratalo, boste na koncu lahko pa tudi dobro zaslužili. Drugače, zakaj bi mi lahko verjeli, pa se pravi, zakaj bi bil jaz zaupanja vredna oseba, pa da mi sploh verjamete, da kaj vem. Glejte, podjetja, katerih lastnik in solastnik sem, so v letu 2020 ustvarile preko 3 milijone evrov prometa, kar veliko dobička, tako da mislim, da sem zaupanja vredna oseba. Če ne verjamete, me malo pogooglejte, Tomaž Gorec v Google vpišite, pa boste videli, če sem se kdaj s kakšnim sumljivim zadevam ukvarjal, ali se nisem, tako da mislim, da tisto, kar jaz povem, da nekako drži. Svoj posel sem zmeraj gradil na poštenosti in zaupanju, tako da mislim, da sem zaupanja vredna oseba, ampak saj glejte, danes se vse da preveriti na Googlu, tako da malo me pogooglejte, pa boste videli, pa se pol na koncu sami odločite, ali mi je za verjeti, ali mi ni za verjeti. Poglejte si tudi malo tale moj YouTube kanal, moj Facebook kanal, moj Instagram, boste videli, s čim se ukvarjam in tako naprej, pa si boste precenili, ali mi je za verjeti, ali mi ni za verjeti. Glejte, zdaj pa imamo pa kar ta prvi priložnosti na internetu, ki jo vam bom predstavil. Mislim, da je zelo zanimiva, lahko jo boste čisto skopirali, to, kar bom točno povedal, lahko boste šli na neko drugo področje,
V vsakem primeru sem pa prepričan, da se vam tole splača do konca poslušati, ker iz tega, kar boste slišali, boste mogoče čist neko svojo idejo razvili. Glejte, če imate vi neko spletno stran z dobro vsebino, pa če to še malo podprto v socialnem omrežju, z neko mailing listo, ki ste jo zgradili na spletni strani, lahko vi zelo dobro zaslužite. Mi smo se s tem ukvarjali že leta 2011 in bom tudi povedal, s čim, koliko smo zaslužili in tudi zakaj se je to nehalo. Glejte, mi smo leta 2011 začeli delati spletne strani na temo laki za nohte, umetni nohti, frizure, neki pa tudi slavnostne osebe. Mi smo te spletne strani delali serijsko, res serijsko. Članke so nam pisali Indijci za $1, članek, 150 besed. Mi smo to objavljali na teh spletnih straneh in potem smo te spletne strani optimizirali, da bi predvsem v Ameriki prišli visoko pod nekim ključnim besedam. Recimo pod Nile Design smo bili z neko spletno stranjo več mesecev na prvem mestu. To je pomenilo zelo veliko obiska. Z eno spletno stranjo smo tudi nekaj časa bili na prvem mestu pod short hairstyles, se pravi kratke frizure, kar je pomenilo še bistveno več obiska, kakor pod tisti Nile Design. To je pomenilo 10-20 tisoč obiska na dan. Na teh straneh smo mi imeli Googlove oglase. Kaj so to Googlovi oglasi? To so, če imate vi spletno stran, v Googlu pišete AdSense in svojo spletno stran noter prijavite, Google jo pregleda in če se mu zdi primerna za oglase, vas bo odobril in vi boste na svojo spletno stran dali samo neko kodo in začeli se vam bojo prikazovati Googlovi oglasi. To ne pomeni oglasi za Google, ampak rečemo, če bo vaša spletna stran na temo turizem, se bojo vašim obiskovalcem začeli na vaši strani prikazovati predvsem oglasi z področja turizma. Glejte, mi imamo neko spletno stran v otoku Krk. Sicer je ta spletna stran že malo zastarela, ampak imamo jo. In glejte, če bi šli vi na to spletno stran gor, se vam bo verjetno, ne čisto zagotovo, ampak verjetno, se vam bojo pokazali oglasi za neke apartmaje, hotele na otoku Krk. Mogoče tudi za kakšno zadevo na otoku Krk, rečemo, tam ena jama Biserujka je na otoku Krk, mogoče se vam bo to pokazalo. Mogoče, če kakšne agencije nudijo, izlete z ladjico, se vam bo mogoče tudi ta oglas prikazal. Ali pa, če tam sem videl, zdaj nazadnje, ko sem bil na Krku, da imajo tudi en karting, se mogoče za to bo pokazalo. Tako bo v neki v zvezi z turizmom. In zdaj, mi, ki imamo te Googlove oglase, seveda s tem zaslužimo. Zaslužimo od klika, ali zaslužimo od prikaza, ali kakorkoli. V glavnem zaslužimo. Več je obiska, več zaslužimo. Ampak, glejte, največ pa zaslužiš, če imaš obiskovalce iz Amerike. Pol naslednje države so, čisto po vrstnem redu, ampak so Anglija, Avstralija, potem verjetno kakšne evropske države, kot so Nemčija.
Se pravi, tam, kjer je bolj ta internet razvit, več od tistih ljudi zaslužite. Rečemo, če imate vi obiskovalce sami Slovenije, bistveno manj zaslužite. Zato, ker pač v Sloveniji ne oglašuje toliko podjetij na spletu, kakor v Ameriki. In bom rekel, v Ameriki so več podjetja pripravljena plačati za oglaševanje na internetu. Rečemo, na Facebooku cena oglaševanja skozi raste. To zato, ker je čedalje več oglaševalcev. In tudi v Sloveniji te cene počasi rastejo, ampak so še bistveno nižje kot v Ameriki. Lejte, takrat, ko smo mi imeli te strani o umetnih nohtih, lakih za nohte, to sem pozabil povedati, laki za nohte so tudi ful dobro, smo z njim zaslužili. So tle v Sloveniji je bil klik povprečno 10-krat manj vreden. Se pravi, če nekdo na vaši strani kliknil v Sloveniji, ste vi zaslužili, ne vem, tam bom rekel, med 5 in 10 centov. Če pa nekdo v Ameriki kliknil, ste pa zaslužili med 50 centi in 1 evrom. Kdaj tudi več. Pa še nekaj je bilo. V Ameriki je bilo več boljših oglasov in so ljudje tudi več klikali oglase. Pa tudi na splošno, Slovenci smo zelo proti reklami, ne boš oglasa kliknil, ni podrazno. V Ameriki pa to več klikajo. Tako da zdaj, bom rekel, če dam neko zelo grobo primerjavo med Slovenijo in Ameriko, če imate vi spletno stran v Ameriki, pa da jo obišče na mesec 10.000 ljudi, boste v Ameriki zaslužili, rečemo leta 2011 je bilo 20-krat več. Mogoče se je ta razlika malo zmanjšala, ampak gledajte, 10-krat več sigurno. So tam več uredni kliki. Seveda potem je tudi odvisno od same niše. Rečemo, mi smo bistveno manj na klik zaslužili z nekem tem, bom rekel, spletnim stranem o slavnih osebah, kot z spletno stranjo o lakih za nohte. Laki za nohte smo ful dobro zaslužili. Pa ful dobro smo zaslužili z stranmi, katerih tema je bila frizure za ženske nad 50 let. Jaz sem to, potem neka moja teorija je bila, da mogoče smo tudi zato toliko bolj zaslužili z tem s frizuram nad 50 let, zato ker mogoče te starejši nad 50 let niti niso točno vedeli, kaj je oglas, pa so kar kliknili, ker so mislili, da ni oglas. Tisti mlajši pa točno vejo, kaj je oglas, pa ga mogoče nočejo klikati. V glavnem nima to veze, ampak sam hočem povedati, s kakšnim zadevam smo mi zaslužili. Ful dobro smo zaslužili, enkrat smo naredili spletno stran na temo Krekel Nail Polish. Jaz to sploh nisem vedel, kaj je, ampak jaz sem to našel na Googlu. Sem videl, da se trend ful dviguje, iskan. In mi smo hitro domeno zakupili, naredili to spletno stran, sem rekel, serijsko smo jih delali. In mi smo v 14 dneh prišli na google.com na prvo mesto pod Krekel Nail Polish. To je lak za nohte, če ste si namazali noht, mislim, ženske, je pol ta lak razpokal in je bil videti, kot da imate vi razpokan noht. To je bilo leta 2011 popularno in mi smo s to stranjo prišli na prvo mesto v Ameriki. In zato, ker smo bili prvi, je bilo to ful obiska in smo s to stranjo zaslužili po 4-5 tisoč evrov na mesec. Potem, čez ene 3-4 mesece smo jo pa še prodali
na spletni strani flipa.com. Ne spomnim se, koliko točno smo jo prodali, po mojem tam za blizu 10.000 evrov. Jo pa nismo mi prodajali, ampak jo je prodajal en moj znanec, Slovenc, ki je to obvladal, in midva sva se ne vem kako zmenila, da pol deliva, tako da zdaj, če smo za 10 prodali, smo mi 5 dobili, on 5, ali 60-40, se pravi 60 za nas, 40 za njega, ne vem čisto točno, ali pa 70-30 let, res se ne spomnim, to je 10 let nazaj. Ampak ful smo zaslužili stranjo, na koncu smo pa še dobro prodali. Veste, koliko nas je pa produkcija neke take spletne strani koštala? Z delom v naši firmi, z tistim indicem, ki smo jim članke naročili zapisati, to nas je stalo produkcije, plusno potem optimizacija, neke servise smo za linke uporabljali, pa to. Mogoče nas je taka spletna stran koštala maksimalno, ampak res maksimalno 100 evrov. Vidite, naredili smo zelo pa neverjetno. Zdaj imeli smo težavo, da niso dolg časa te spletne strani bile visoko na Google. To pa zato, ker so bile popolnoma nekvalitetne. Popolnoma nekvalitetne. In Google je pač to ugotovil, da je nekvalitetna in jo je pol kaznoval. Nekatere po enem mesecu, nekatere po pol leta, nekatere so se tudi več kot 1 leto obdržale, nekatere smo se tudi malo bolj potrudili in smo malo bolj kvalitetno vse skupaj naredili. Ampak še zmeraj, to je bilo daleč od top kvalitetnega. Mi smo takrat premalo na kvaliteto gledali. In seveda Google ni bil neumen, on je videl, da noben ne pride nazaj na spletno stran, da vsak je samo enkrat gor. In pač tudi Google ugotovi, ali je spletna stran dobra ali slaba, tudi potem, koliko časa so ljudje na spletni strani. Na naših spletnih straneh je bila ta statistika zelo, zelo slaba. Tako da mi smo to do 2015 leta je še šlo, potem smo pa nehali, ker je pa Google če dalje bil pameten ratval in nismo več mogli priti v Ameriki na google.com visok. Tu smo takrat nehali delati, smo pa s tem ogromno zaslužili, res ogromno. Zdaj, ki pa nazaj razmišljam, kaj smo mi narobe naredili, mislim, kaj bi mogli takrat narediti, če bi se še enkrat nazaj vrnil. Jaz bi takrat naredil res dobro spletno stran za super vsebino. To, da bi ljudje rekli, wow, ta spletna stran za umetne nohte, pa lahke za nohte, je pa res zanimiva. In to bi non-stop dajal jaz novo vsebino, bi tu bil eno žensko, ki dejansko to zanima, da ona piše članke, da majčkeno sebe slika, posname in mi naredil ful kvalitetno spletno stran in verjemite, da ta spletna stran bi še danes prinašala ful dobre prihodke. Žal takrat nismo bili tako pametni in tega nismo naredili. Mi smo zmeraj, jaz sem za to optimizacijo spletnih strani, jaz sem tudi avtor tele knjige, kako do prvih mest na Google. Mi smo se tam do leta 2013 ukvarjali, do 2014, predvsem s tem, kako bomo Google manipulirali. In to smo dosti dobro delali. Od leta 2013-2014 se Google ne da več manipulirati, glih malo se ga še da. Ne pa tako zelo, kot včasih, ki je bila sama manipulacija, ampak danes moraš dejansko gledati na to, da ti človeku daš dobro vsebino. Da ti prideš na Google visok, zato ker imaš dobro vsebino, malo pa še zato, ker tudi poznaš dobro optimizacijo. In glejte, če greste pogledat moj blog Tomaž Gorec, lahko trdim za nekatere prispevke, da je super vsebina in da res si ljudje želijo to prebrati.
Kako vedimo, da je super vsebina? Potem, če so ljudje dolg časa na naši spletni strani. In glejte, jaz se upam trditi, da imam odlično vsebino, ne vem, za Titov bunker v Konjicu. Popišite Titov bunker, Konjic ali pa sam Titov bunker, nekje na prvi strani boste najdeli zadetek z mojega bloga, pa si poglejte, jaz sem to zelo dobro opisal. Vmes sem dal še video posnetke, da si lahko še video posnetek pogledate, in jaz mislim, da nikjer ne boste vi najdeli na spletu boljše predstavitve Titovega bunkerja, kot ga najdete na moji spletni strani. Zato se pa pojavljam visoko na Googlu. In človek to prebere, reče, wow, kaj je ta Tomaž Gorec to dobro napisal. In tudi rečemo, jaz sem poznan po tem, da ful potujem po Bosni, objavljam iz Bosne video posnetke, tudi pišem, opisujem destinacije in to, in večinoma jih imam dobro opisane. In ljudje pol, bom šel Tomažev Gorec, na Tomaž Gorec blog pogledat, ne vem, za neke informacije o Bosni. Imam Mostar zelo dobro opisan. Lukomir, najvišja gorska vasica v Bosni in Hercegovini, imam tudi vrhunsko opisana. Video posnetki zraven. Tako da, ko to moje pogledaš, si res lahko predstavljaš, kako je tam in dobiš dobre informacije, če te zanima, kako iti tja. In s takim vsebinam, bom rekel, je relativno, če še poznaš malo optimizacijo, je relativno enostavno priti visoko na Google. In to je ta glavna zadeva. Jaz, če opisujem primer Mostar, jaz se vprašam, če nekdo v Google Mostar vpiše, kaj on želi. Zdaj, moje razmišljanje je, da če nekdo v Google Slovencu piše Mostar, da on to razmišlja iti na izlet v Mostar in ga zanimajo informacije o Mostarju. Katere so to? Kaj je za pogledat? Kje bo najdu prenočišče? Kje je najboljš delocirano prenočišče? Potem vse to, kar ima za pogledat, da se našteje, da se tudi napiše, kje je to, če treba plačati kakšno vstopnino, kakšno prekrnino. Te stvari zanimajo ljudi. Zanima tudi, kaj lahko pogleda v okolici Mostarja. In če boste šli na moj članek o Mostarju, boste najdeli, da greste lahko pogledat še Blagaj, Trdnjavo, Herceg Stepan, Počitelj, stara turška utrdba, Slapove, Kravica, pa verjetno še kaj. Tako da boste res najdeli informacije. In take informacije, bom rekel, zelo hitro, če vi dobro to napišete, zelo hitro Google vrže visok na zadetkih. Moj cilj je zmeraj, če nekaj opisujem, si rečem, jaz bom napisal najboljši prispevek od te stvari. Glejte, to se mogoče sliš, da se čem jaz nekaj hvalim, da znam najboljši prispevek napisati. Nisem jaz neki vrhunski pisec, ampak glejte, se ni težko. Pogledaš vse prispevke v tistem, razmisliš, kaj fali, kaj bi še lahko napisal in potem to napišeš. In ni tako težko narediti najboljši opis nekega kraja. Glejte, jaz v Sloveniji grem kam, tudi slovenske zadeve opisujem, ker imamo tudi projekt Lepote Slovenije. In vidim, da na nekih teh uradnih državnih strani, se pravi od Turistica, se pravi Turistični informativni center, ne vem, ne bom dal primera, da mi ne bo kdo jezen name, ne, ampak so stvari tako slabo opisane,
pa da jih neki osnovnošolcu v 8-9 razredu boljš napiše. Samo če bi mu jaz navodila dal, ker, ne vem, slabo naredijo. Tako da je zelo enostavno priti visoko v Google. In lejte, moj blog Tomaž Gorec, tam ima tudi, ker se visoko pojavlja pod enim besedam, tudi če jaz to ne bi nikjer nič promoviral po Facebooku, pa to, bi mu nekaj obiska. S tem, ki pa promoviram na Facebooku, pa to ga imam pa še več. In lejte, jaz si sem s tem Google oglasi, jaz zaslužim nekih do 100 evrov na dan, na mesec, na mesec. Se ni to velik znesek, ampak se pravi, v Sloveniji so te zaslužki 10krat manjši, kakor pa, če bi to Američani gledali. Dobro, zaslužim kakšen mesec, tudi krepko čez 100 evrov, Ampak, če pišeš blog, največ zaslužiš s tem, da se ti dogovoriš, da nekoga reklamiraš, ne vem, neki apartma, neki hotel, če si pač neki popotniški bloger, če si, ne vem, da se ukvarjaš z modo, lepoto, da si ženska, potem promoviraš neke šminkice, make-upe, te zadeve se jaz ne spoznam, ampak s tem seš bolj zaslužko, kar iz popotniškem zadevam. Ampak, gledajte, jaz sem v zelo dolg uvod, nisem še nič povedal o tej moji ideji, tako da zdaj bom začel. Ampak sem mogel ta uvod povedati, zato ker brez tega uvoda ne bi vi nič razumeli. Tako da mislim, da sem dobre temelje naredil. Tudi, če karkoli vam ni bilo razumljivo, v komentar tega videoposnetka napišite vprašanje, na vse bom odgovoril. Čisto na vse, tako da vprašajte karkoli želite. No, lejte, zdaj pa moja ideja, Lejte, jaz sem razmišljal tako, ta moja ideja je, jaz bi jo zelo rad speljal, zato ker me tudi zanima, kako bi šla. Jaz tudi vse to influencerstvo, pa to, kar delam, pa blogerstvo, jaz to ne delam za denar, ker jaz bi najbolj zaslužil, če bi svoj posel delal, Ampak jaz rad delam tisto, kar me veseli, tako da trenutno me to zelo veseli, se pravi pisanje bloga, malo socialno omrežje, pa to, zato narajš to delam. Se pa tudi veliko naučim, Jaz za optimizacijo, se pravi, moram biti skozi, so neke spremembe, jaz se največ naučim na svojem blogu. Probujem, testiram, spremljam, to mi je najboljše. No, gremo zdaj ideji. Moja ideja pa je, da bi naredil neko spletno stran v angleškem jeziku za neko zelo popularno turistično destinacijo na svetu, kamor hodijo ljudje iz celega sveta. Se pravi, da so moje potencialne stranke ljudi, obiskovalci z celega sveta. Rečemo, v mislih imam, če bi šel jaz to delati, bi šel najbrž delati Toskano. V Toskani sicer še nisem bil, ampak točno vem, da mi bi bila všeč. Ni zdaj nujno, da grem. V Toskano hodijo ljudje iz celega sveta. In ni zdaj nujno, da jaz delam ravno Toskano, teh krajev je še cel kup. Lahko greste gledati Provanso, lahko samo Benetke pa okolico. Lahko greste delati, ne vem, Sicilijo, Sardinijo, Malto. Nekaj, kar tudi vam je všeč. Rečemo, jaz to, kar sem naštel, bi šel najbrž narajš Toskano. Ker je tukaj nekje bliz, Sicilija je že malo predaleč, Toskano. Benetke ne bi šel, mi niso to zelo všeč, da bi to ful z veseljem šel delati, zato ker meni so le bolj naravne lepote všeč. Nekomu, ki so pa mesta,
so pa mogoče Benetke super zadeva. In rečemo, jaz bi probal, ali bi šel v Toskano, ali pa mogoče sam Firence, čeprav pri Firencah imam spet problem, ker mesta mi niso tako všeč, kot mi je narava. Ne? Tako da verjetno bi šel v Toskano. Moj cilj bi bil, da naredim najboljšo spletno stran o Toskani. Najbolj zanimivo, najbolj informativno, ki jo bojo ljudje z veseljem iskali gor informacije. In seveda gor bi dal te Googlove oglase. In če bi prišel tudi v Google visok, rečemo, sem danes, preden sem šel tole snemat, sem malo preveril, koliko se išče Toskana, Firence, pa vse povezano. Glejte, Firence, to se zdaj, ki je koronavirus, se išče več kot 500 milijonkrat na mesec. Ko bo konc koronavirusa, se bo to iskalo 1 milijon, 2 milijonkrat, predvidevam. Ampak sej ne išče ljudje sam Toskana, sam Firence. Oni iščejo še milijon različnih izpeljank. Naprimer, poceni hoteli v Toskani, poceni hoteli v Firencah, ne vem, vsaka znamenitost, vsaka katedrala, vsaka naravna znamenitost se išče par 10 000krat na mesec. In to moraš vse dati na spletno stran, se pravi, narediš najbolj informativno spletno stran za nekoga, ki bi šel na potovanje v Toskano. In če boste vi imeli dobro vsebino, verjemite, da vas bo Google dal visok, sicer malo morate poznati, kako deluje Google. Ampak to, lejte, če to mojo knjigo preberete, pa ni namen tega videa, da delam reklamo za mojo knjigo, če to mojo knjigo preberete, dobite do znanja, da veste tiste osnove stvari, kaj morate pri optimizaciji delati. In vi boste imeli obisk, ljudje bojo gor hodili, kdo bo tudi na oglas kliknil in s tem boste vi zaslužili. Zaslužite lahko ne samo z oglasi ten Google, lahko zaslužite še, da daste gor affiliate za booking. Ne, rečete, evo, lejte, za prenočišče v Firencah, pa preverite tukaj, pa daste klik na bookingu, oziroma daste že lahko na svoji strani iskalnik za booking. Lahko vi vpišete kakšne hotele, to je še najboljše. Sicer morate v njih jeti, pa jih vpišete. 5 najboljših poceni hotelov v Firencah. Res morate vi v ta hotel iti? Verjetno bi se tudi lahko zmenili, da greste zastonj, ker boste rekli, lejte, jaz delam najboljšo spletno stran v Toskani. Sicer to spletno stran, če boste hoteli zastonj hotel dobiti, boste mogli biti, saj nekaj bo mogli biti narejenega, ne? Ne bo vam zdaj nekdo dal zastonj prenočišče, zato ker te vi čez en let imeli spletno stran v Toskani, ne? Bo mogel človek že nekaj videti. Se pa da dokaj enostavno dobiti zastonj prenočišča, če ste neki majčkeno bolj poznan bloger. Mislim, majčkeno bolj, da imate neki obisk, da imate neki sledilcev na Instagramu ali Facebooku ali YouTubeu, to hitro dobite zastonj prenočišče. No, se pravi, boste vpisali 5 najboljših poceni hotelov v Firencah. In do vsakega hotela boste dali link na booking. In če bo kdo kliknil ta link, šel na booking in rezerviral katerikoli hotel, ni nujno da v Firencah, lahko v Londonu, boste vi dobili provizijo. Ta provizija je tam nekje od 3% do 8% od tega zneska, ki človek blokira. Zdaj jaz sem rekel od 3 do 8, to je odvisno, koliko bookingov na mesec naredite. Mislim, da je 8%, če bi preko vas naredilo 500 bookingov na mesec, sicer to je zelo veliko. Jaz do tega nisem nikoli prišel, pa sem to do korone neke zadeve kar uspešno delal. O tem bom kdaj drugič več povedal, ne.
Ampak hočem reči, da tudi s tem bookingom lahko zelo dobro zaslužite. Lahko se pol dogovorite, da vi naredite review nekega hotela, rečete, lejte, če hočete vi biti na moji spletni strani, da vas lepo opišemo, pohvalimo, boste vi to nam plačali 300, 500, ne vem koliko evrov, pa zastonj nam boste dali za 3 dni, zato da mi tudi lahko napišemo našo izkušnjo, vse poslikamo, posnamemo in tako naprej. Ne. Tako da tudi tu se da potem zmonetizirati. Lahko se tudi s kakšnim taksistom zmonetizirate, kakšni taksi službo, kakšno turistično agencijo, ki nudi izlete po Toskani pa tako naprej. Tako da možnosti je veliko. Ampak prvo je, da morate vi narediti najboljšo spletno stran za Toskano. Zdaj, vsebina je tudi tekstovna vsebina, slikce lepe, videi zanimivi. Video je predvsem pomembno, da je zanimiv. Lejte, na mojem YouTube kanalu, zdaj imam na YouTube kanalu samo okoli 12 000 sledilcev, jih imam pa na Facebooku 80 000. Zato, ker sem na Facebooku bistveno več delal, kot na YouTubu. In lejte, jaz na svojem Facebook profilu nekateri videoposnetki imajo tudi preko 200 000 ogledov. Veste, kaj je zanimivo? Da so to neki videoposnetki, kateri niti niso nič zmontirani. Jaz GoPro v roke primem, vžgem, takole prav pritisnem, se začne snemati, začnem govoriti, malo sebe pokažem, malo okoli, sebe zdaj kažem šele v zadnjem času, ko imam GoPro 9, da ko sebe obrnem, da je tudi spredaj kamera, prej, ki ni bilo, nisem hotel sebe slikati, zato ga nisem vedel, ali sem si glavo odrezal, ali je glava čist spodaj, ali kako, tako da zdaj šele sebe snemam, posnamem, nič ne montiram, nič ne obrežem, vržem gor na Facebook in ne boste verjeli, 200 000 ogledov. Imam pa tudi vrhunsko zmontirane videoposnetke. To si lahko greste na YouTube pogledati, upište Tomaž Gorec Oman, pa boste videli na ta videoposnetek, sem res ponosen. Boste videli, dober je, vrhunski je. Na National Geographicu, če bi ga objavili, se ga ne bi sramovali. Ejte, sem pa tega na Facebook objavil. Mislite, da je mu kaj veliko ogledov? Mislim, jih je mu, ne vem, se ne spomnim, bom na pamet rekel, rečemo 20 000. Ampak če ima neki nemontiran video 200 000, sem od tega pričakoval, da jih bomo ta še več, ampak jih nima. Tako da video morate vi predvsem zanimiv narediti. In ni treba, da ste neki vrhunski strokovnjaki za montažo videov. Tako da ne se s tem obremenjevati. No, še en dodaten zaslužek, ki ga lahko ustvarite, je ta, da imate YouTube kanal in te videe, ki jih snemate, itak jih morate dati na YouTube, pa jih potem udelate na svoj blog. Če vas zanima, kako to deluje, pejte, ne vem, kaj bi vam rekel, lejte, napište v Google Uršlja Gora, pa mislim, da en 3/4 zadetek je moj blog, pa kliknite, pa boste videli na blogu opis Uršlje Gore, plus 2 videa bodo noter vdelana, ki sta za YouTuba. Tako da vi itak morate YouTube kanal odpreti, ampak vi lahko potem še z YouTubom zaslužite. Dobite, YouTube namreč vam plačuje za vaše oglede. In lejte, če vas to več zanima, kako zaslužiti na YouTubu, lejte, bom dal link v opis tega videoposnetka na en članek moj, ki sem ga napisal za spletno stran zaslužek.org, kjer predstavim enega z Bosne, za katerega pravijo, da zasluži z YouTubom
celo 20 000 evrov na dan. Ne bom to zdaj razlagal, pejte link klikant, pa si to poglejte. V opisu najdete ta link, pa boste videli. In boste videli, kako se da z YouTubeom zaslužiti in tako naprej. Ampak to je tudi dodaten zaslužek, lahko kar nekaj zaslužite. Lejte, no, tudi na strani morate ljudem maile pobirati, kar pomeni, da in vsake toliko časa, ne vem, napišete vi nov prispevek o Toskani, pošljete mail, lejte, spet sem bil v Toskani, ful je bilo dober, lejte, kako sem se mu, pejte pogledati, ta prispevek sem napisal, super slikce boste videli, video posnetke, pejte pogledati. In pošljete mailing in dobite, ne vem, iz tistega mailinga mogoče 2-3 tisoč obiska na to stran, pa bo kdo še na Facebooku delil, pa tako naprej, pa boste na koncu dobili 10 000 obiska zaradi mailinga, pa boste zaradi tega mogoče zaslužili, ne vem, 50-100 evrov, zato ker ste mailing poslali. Tako da maile morate tudi zmeraj pobirati ljudem. No, pol pa na koncu, ko ta projekt zalaufate, ko že neki nos, pa če se vam to več ne da, ali bi šli neki drug projekt, ali hočete na hitro do denarja priti, lahko pa to zadevo prodate na spletni strani flipa.com. To je ta stran, ki sem vam rekel, da smo mi prodali tisti krekel nail polish za tisti lak za nohte. Tako stran resno lahko prodate za neki 30-kratnik mesečnega zaslužka. Lejte, to pa 1000 evrov s tako stranjo, če zalaufa, ni težko zaslužiti na mesec. Verjetno s tako stranjo ne boste zaslužili samo 1000 evrov, samo 100 evrov na mesec, ali boste zaslužili 1000 ali več, ali pa niti 100 ne boste zaslužili. Zdaj, če vam bo to ratalo, bo ta znesek kar velik, če vam pa ne bo ratalo, pa tudi 100 evrov ne bo, ne. Zdaj, poleg tega, no, tudi pozabil sem povedati, tudi restauracije boste lahko not reklamirali. Boste rekli neki restauraciji, lejte, hočete, da napišem review, lejte, plačajte 500 evrov, plus dajte neko super večerjo za 2 osebe. Lejte, jaz sem se to na Krku enkrat zmenil, ne, so eni hotel male reklame, sem rekel, ja, lejte, dajte mi večerjo za 2 osebe in seveda to je taka večerja, sem stoj pa glej, ko oni se potrudijo, plus 300 evrov mi plačajte. In lejte, jaz sem lepo šel čez vikend na Krk, dobil sem tudi zastonj apartma za kompenzacijo, dobil sem vrhunsko večerjo in sem se fino čez vikend imel, pa še 300 evrov sem zaslužil. Plus nisem 300 evrov zaslužil, ker sem še kaj drugega naredil, pa sem še kaj več zaslužil, ne. Tako da tudi to je fino, ampak lejte, niso to posli, da te vi danes začeli, jutri pa zaslužili. Morate vedeti, da to nekaj časa traja. Nekaj časa traja, da boste zaslužili. Pa to vas more veseliti. Če bi vi šli delati to neko spletno stran za Toskano, pa vas potovanje ne zanima, niti Toskana, to nima nobenega smisla. Lejte, to je glih tako, ko bi šel izdelati spletno stran za računovodstvo, ker me ne zanima popolnoma nič, ne. Tako da to mora biti tudi malo vesela. Zdaj, če vam je Italija, Francija predaleč, da bi to delali, lejte, lahko tudi za začetek probate v slovenščini narediti za neko slovensko zadevo. Ne vem, za neki manjši območje, rečemo Logarska dolina, Bela krajina, Koroška, Prekmurje. Ampak fino bi bilo polček v slovenščini naredite, da še angleščino prevedete.
S tem bi se tudi malo učili. Sicer zaslužek bi bil 10-krat manjši. Mislim, potencial je vsaj 10-krat, ne 10-krat, 20-krat, 30-krat, 50-krat manjši kot pri Toskani. Ampak, glejte, se pa naučite, probate, pa greste pol lahko. Glejte, lahko greste tudi neki del Hrvaške narediti. Ne vem, Istra, mogoče en otok. Plitvička jezera, ali pa ne vem, glejte, idej je cel kup. Tudi ni nujno, da se tega, kar sem jaz govoril, držite točno tega kot pijanc plota. Glejte, en tip me je enkrat kontaktiral, Slovenc, let že nazaj, več kot 5. On je na svojem blogu opisal 1000 plaž. Pa ne vem, zdaj je to sam Jadran bil ali je bilo še druge. In to je mu neverjeten obisk. In je verjetno s tem tudi super zaslužil. Tako da, glejte, idej je cel kup. Tako da, glejte, jaz mislim, da sem vam dal neko dobro izhodišče za razmišljanje. Jaz sem povedal primer turizma, zato ker je meni najbližji. Vi lahko nekaj podobnega naredite za, ne vem, za ličenje, moda je ful popularna. Glejte, lahko plaže naredite. Ni nujno, da je Toskana, da so Provansa, da je to. Lahko greste neke plaže. Vem, verjetno tudi mogoče kaj v zvezi z avtomobili, ampak glejte, mene avtomobili me pa glih toliko malo zanima, kar računovodstvo, tako da tle vam tudi ne vem neki nasvet dati. Ampak glejte, idej je to, kakor jih hočete. Je pa vse to morate podpreti z socialnimi omrežji, preko socialnih omrežij dobite ogromno obiska lahko na svojo spletno stran. Glejte, jaz sem tudi predlagam, če vas tole zanima, glejte, bom dal linke v opisu tega videa, bom dal linke, jaz sem naredil kar nekaj e-knjig, brezplačno jih lahko dobite, kako zaslužiti s pisanjem bloga, kako uspeti na Instagramu, kako postati influencer. To so zanimive, brezplačne e-knjigce, ki jih lahko zastonj dobite. Lejte, jaz bom linke dal, pa predlagam, da si to pač naročite, brezplačno so, preberete, preštudirate in potem boste tudi videli, boste imeli cel kup nekih idej in potem predlagam, da greste v akcijo. Če imate pa kakršnokoli vprašanje, zastavite ga v komentarju tega videoposnetka in bom odgovoril. Vas bi pa tudi prosil, da v komentarju napišete mnenje o tem videoposnetku, vam je všeč, vam ni všeč, vam je koristen, vam ni koristen. Glejte, tudi jaz želim malo feedbacka, tudi vidim, če se vam to zdi koristno, ful velikem, bom teh videov več posnel, če ne jih bom manj. Tako da to bi jaz vas prosil, tisti, ki ste tole do konca gledali, se pravi skoraj 50 minut, vam čestitam. To pomeni, da imate neko željo, nekaj delati, ampak gledajte, tudi v akcijo bo treba iti. Verjemite pa, da nas je vse možno. In spremljajte tole, glejte, bo še veliko zanimivih videov. Moje ime je Tomaž Gorec. Če vam je bil ta video všeč, dajte tudi naročite se na moj YouTube kanal oziroma sledite me tam, kjer pač ta video gledate. Všečkajte pa napišite kakšen komentar. Adijo.